Povečana prisotnost policije v Novem mestu temelji na oceni, da je območje varnostno obremenjeno. Kdaj pa bodo, če bodo seveda to območje razglasili za varnostno tvegano po Šutarjevem zakonu, kar bi policistom dalo še dodatna pooblastila, kot je denimo možnost vstopa v stanovanje brez sodne odredbe. In kaj je s prostovoljno predajo nezakonitega orožja, s katero bi se imetniki izognili kazni? Ema Čepon. Območje Brezja, kjer živi tudi približno 700 pripadnikov romske skupnosti, in območje novomeškega šolskega centra in avtobusne postaje, kjer so policisti v zadnjih nekaj mesecih obravnavali več kraj, groženj, tudi pretepov. To sta po oceni novomeških policistov ta hip dva od najbolj varnostno obremenjenih območij dolenjske prestolnice. Tako naloge izvajajo na našem območju vodniki službenih psov, konjenica, policisti letalske policijske enote, posebna policijska enota, specialna policijska enota in kriminalisti v civilu. Bodo pa decembra še bolj pozorni na območja, kjer se bo zbiralo in praznovalo večje število ljudi. V mesto izvajanja teh postojanih nadzorov bojo v prihodnosti tudi javne prireditve, javni kraji, gostinski obrati in cestni promet. Še naprej bodo tako novomeški policisti sodelovali tudi z inšpekcijami in finančno upravo, ki zadnji mesec, predvsem zaradi neplačanih policijskih glob, pospešeno rubi avtomobile, kar je, spomnimo, sprožilo val ogorčenja med nekaterimi pripadniki romske skupnosti.